Ura računalništva se začne z igranjem igrice. Z izobraževalno igro Aladin in njegova rdeča preproga se mladi računalniški navdušenci navajajo na sestavljanje ukazov in programerske osnove. Ja, na začetku se ti zdi, kako bom te jaz znal, pa ko pogruntaš pa je ful easy. Ko se naučiš nekih osnov, pač znaš naprej sam programirati in ti ni težko. Ne vem, če se bom lahko kdaj naučila programiranja čisto. Po ogrevanju prstov pride na vrsto programiranje. Pri tokratni nalogi sošolcem pomaga tudi Žan, ki se je programiranja naučil kar sam. Nekaj sam poskušam, pa če mi ne uspe, potem tudi probam učitelja vprašati za kakršnokoli drugo rešitev. Učenci v navideznem svetu ter v okolju za programiranje Scratch for Open programirajo vrata na tečajih. Programirajo tako, kot da bi zlagali kocke, v celoto sestavljajo računalniške ukaze. Če je programiranje uspešno, se vrata odprejo. Učenci verjamejo, da tudi znanje programiranja v življenju odpira vrata. Lahko ti zelo koristi tudi potem, če greš na srednjo elektroračunalniško šolo, tako kot grem jaz tudi, da imaš že neko podlago. Zato, ker želim postati računalničar, to se pravi, da bom lahko ustvarjal nove programe in pomagal drugim ljudem tega, kar ne znajo. Ta predmet sem pa izbral zaradi tega, ker v bistvu me dopolnjuje to, kar še ne znam. Tako učenje programiranja je zamisel njihovega učitelja računalništva, ki je opazil, da učencem hitro upade začetniško zanimanje. Vedno sem si želel najti neko okolje, neko orodje, ki bi mi omogočilo to motivacijo na nek način podaljšati. Jaz mislim, da mi je uspelo s tem navideznim svetom in pa še posebej z tem uvodnim delom izobraževalno igro. O ustvarjanju navideznem učenci razmišljajo tudi, ko odhitijo v resnični svet.